Pred časom je Evropska unija že sprejela ukrep, z katerim bo z letom 2030 v vseh javnih objektih onemogočena uporaba fosilnih goriv. Se pravi, ne nafte, ne plina, ne olja. Tako smo se zavezali. To je cilj, za katerega so se evropske države zavzele, vse zaradi tega, da bi se tole naše segrevanje planeta zaustavilo. Se pravi, da se bo CO2 odtis naše družbe zmanjšal. In seveda, zdaj se pred nas postavlja resno vprašanje, kako to direktivo spoštovati. Včasih se politika tako napol neodgovorno do tega vede, pa reče, ok, ja, vse, kaj smo vse na Evropski uniji sprejeli, pa zamahnejo z roko, ampak ni tako. Mi, ker nekaterih pravil v Evropski uniji nismo spoštovali, že zdaj plačujemo kazni zaradi prevelikih izpustov. Vse to vemo, samo to se v javnosti ne govori. Politika tega namenoma ne pove, da ne bi bila slaba. V resnici pa to plačujemo iz našega proračuna, kam vsi prispevamo. Kako brez fosilnih energentov zagotoviti dobre bivalne pogoje? Ker ne nazadnje, tam, kjer ljudje bivamo, je najbolj pomembno, da imamo dobre pogoje. Če pri tem ne porabimo energije, super, če pa pri tem porabimo veliko energije, pa ni dobro. Pomeni, najboljše pogoje človeka, to je osnova in izhodišče za čim manj porabe energije. Bi lahko rekli, da to gre, se pravi, če se nekam ne spustimo dovolj globoko, da ne poskušamo razmisliti, ali je to sploh možno, kako bi naj to naredili, začeli se zastavljati vprašanja, na katera morda nimamo takoj odgovor. In ta vprašanja niso enostavna, kajti vprašanja so morda enostavna, odgovor niso enostavni. In če ne bomo tega naredili, bomo zagotovo plačevali kazni kot družba. In tega si seveda ne želimo in mislimo, da ni prav. Ampak, ko pride leto 2030, je prepozno. Če ne bomo delovali prej, ni možno, da bomo dosegli ta cilj, ali pa se mu vsaj nekako približali. Kako naj to naredimo? Seveda je to zahtevno. Naša naloga je, da bomo poskušali najprej zmanjšati porabo oziroma energije oziroma priključne moči. Če danes porabimo v nekem objektu 100 ali pa imamo priključno moč za 100, moramo jutri narediti, da bo ta priključna moč 10. Če ne bomo tega naredili, ni možno s pomočjo obnovljivih virov priti do tega, da bi objekte uspeli bodi si segreti, bodi si ohladiti, hkrati prezračevati, kajti ljudje potrebujemo svež zrak in izključno svež zrak. Morda se premalo zavedamo, kaj pomeni svež zrak za človeka. Za takim preprostim eksperimentom se da to pokazati, če se samo poskušamo, da bom malo karikiral, dati na PVC vrečko na vrat, pa se spode držimo tak minutko ali pa dve, bomo videli, kako dolgo bomo zdržali. Šele potem razumemo, kaj pomeni zraka in pomeni pogoj za človeka potrebujemo. No, kako smo šli naprej? Mi smo si tukaj zadali en projekt, tak interni projekt, kjer smo poskušali najti 3 različne tipe objektov. In tu spodaj smo narisali kar geosonde, vidite? Kot da se pod tlorisom zgradbe zavrta, tam 200 metrov globoko in prav pod tlorisom zgradbe. Probali smo najti, ali je to možno narediti pod nekim tlorisom zgradbe, da vidimo, če je dovolj zemljine na voljo kot akumulatorja energije, da od tam lahko vlečemo energijo in jo hkrati nazaj tudi spravljamo, ko pride poletje. Pokazalo se je, seveda, da je to možno, da dosegamo zelo dobre specifične obremenitve, se pravi malo kilovatnih ur na kvadratni meter zgradbe za obratovanje čez vse leto. V glavnem so potrebne priključne moči ogrevane in hlajene sestavljene iz 2 glavnih komponent. Najprej je prenos toplote skozi konstrukcijo gradbeno, se pravi, temu rečemo transmisija, koliko gre skozi stene, skozi okna in koliko imamo nekontroliranih prezračevalnih izgub, to je en del naših potreb v zgradbi. Drugi del potreb pa je prezračevanje. Ko si naredimo izračun prezračevanja nekega objekta, ugotovimo, da so tukaj lahko izjemno velike izgube.
bistveno večje kot to, kaj gre skozi steno. Z drugimi besedami, če imamo doma zaprta vrata in okna, pa je v hiši toplo, potem pa odpremo vrata, v naslednjem trenutku nas zebe, ker prezračevanje odnaša veliko energije neposredno z objekta. Zato je nujno in potrebno, če želimo zniževanje priključnih in ogrevalnih in hladilnih moči, razmišljate o izjemno velikih stopnjah rekuperacije oziroma regeneracije v prezračevalnih napravah. Pomeni, če smo prej porabili, brez porabe energije 100, bomo zdaj porabili tukaj 10. In to je danes realnost. To je realnost, ki vam jo produkti, z katerimi se ukvarjamo, dostopajo. Danes ponujajo. Moram reči, da imamo danes tudi predstavnike, najvišje predstavnike hotela Habakuk v Mariboru pri nas in oni imajo take naprave vgrajene že od samega začetka. Od leta 1994 se v Habakuku vrtijo naprave z 90% izkoristkom. Mogoče je to postalo za investitorja tako običajno, da v tem, ko že nekaj imaš, potem več ne razmišljaš, da to obstoja, ampak to je pot k temu, da dosežemo minimalno priključno ogrevalno in hladilno moč. Na tak način je bilanca objekta najmanjša in če zdaj rečemo, ok, zdaj smo pa naredili minimalno priključno moč, kaj pa zdaj? Kaj je naslednji korak? Zdaj lahko rečemo, dali bomo mali kotlček, pa dali bomo malo toplotno črpalko, pa dali bomo mali hladilni agregatek, ker pač imamo majhne moči. Legitimna rešitev, ampak nelegitimno imamo še nekaj drugega. Imamo eno napravo, za katero pripravimo toplotno energijo, hladilno energijo, sanitarno toplo vodo in to vse s pomočjo obnovljivega vira energije. Plitve geotermalne energije, to pomeni energije iz talnih voda, površinskih voda, iz globine do globine 200 metrov, 300 metrov, odvisno od tega, kakšne rudarske zakone imamo v posamezni državi, ampak z eno napravo naredimo vse. Odpade toplotna črpalka, odpade hladilni agregat, odpade kotel, odpade booster toplotna črpalka za pripravo sanitarne tople vode. O tej napravi bomo nekaj več povedali v nadaljevanju. Naj bo to samo neki izziv in napotek, v kateri smeri so šle naše rešitve v preteklih 10 let in kako smo to napravo skozi različne objekte kreativno dali v uporabo, o tem bomo nekaj več. Tako da zdaj bi rekel in vprašal, probamo se pripraviti na naslednji korak, to je naš katalog 2020, nekaj novosti bo podal Bojan, potem pa bomo šli še na druge teme.